Gledate oddajo Klepet ob kavi. Drage gledalke in cenjeni gledalci, danes napnite vaša ušesa. Namreč danes bomo predstavili nekaj najmočnejših datumov za leto 2022, ki vas bodo na nek način podprli in to zelo močno za bolj uspešno življenje. Tjašo Dorelaj, torej modernega orakla, verjetno vsi zelo dobro poznate. Ukvarja se torej s kanaliziranjem sporočil duhovnih vodnikov. Skrila je tudi karte varuhi zavesti, pa seveda izvaja razne meditacije, tečaje in tako naprej. No, danes pa nam bo Tjaša predstavila nekaj novega. Tjaša, ti res ne spiš na lovorikah, ampak je vsakič nekaj novega, ko prideš v oddajo. Danes torej imaš za nas poseben koledarček. Za leto 2022. V čem se ta koledarček razlikuje od vseh ostalih, ki jih bo zdaj malo morje, torej z novembra? Da slišimo, evo. Ja, ponavadi koledarček nam kaže samo datum, pa kater dan v mesecu je, oziroma v tednu. Ta koledarček pa vsebuje za vsak dan kanalizirano sporočilo angelov. Torej gre za kanaliziran koledarček. Tako je. Namen je v bistvu ta, da vsak dan zjutraj, ko vstaneš, je fino dati fokus na nekaj lepega, na nekaj pozitivnega, spodbujajočega. In v bistvu, kar povabimo ljudi, je, da vsako jutro obrnejo svoj koledarček in preberejo najprej to sporočilce, ki jih čaka. Ta sporočila so kanalizirana, kar pomeni, da sem se povezala z duhovnim vodstvom in za vsak datum posebej skanalizirala sporočilo, ki bo najbolj opisalo energijo posameznega dneva. Tako da lahko pogleda, kdaj imaš rojstni dan. 16. oktober. Konec leta, gremo že kar na konec leta pogledati. Kakšna energija bo na rojstni dan od naše Neže? Evo, 16. oktober. Jaz vedno, ko dobim koledarček v roke iz tiska, grem pogledati, kakšna misel je za moj rojstni dan. Evo, pa poglejmo, kakšna energija bo na tvoj rojstni dan. 16. oktober 2022. Kamorkoli pogledaš, vidiš raznolikost sveta, ki si ga prišel doživljati. Skozi raznolikost lahko močneje začutiš svojo unikatnost. Wow. In v bistvu vsak dan, ko obrneš koledarček, te čaka misel, ki mogoče zdajle ti ni čisto jasna, kaj pomeni. Ampak ko se dan zgodi, ti je pa vse jasno, ker je točno tisto, kar je treba. V glavnem in prva, bom rekla, posebnost tega koledarčka je ta, da v bistvu te vsak dan čaka sporočilo angelov, ti si daš to na pisalno mizo ali pa na nočno omarico, pogledaš večkrat tekom dneva in te spomni v bistvu, kam fokusirati svojo energijo. To je ena taka najbolj preprosta duhovna praksa, da v bistvu res ostajaš ves čas svojo pozornostjo na stvarih, ki so resnično pomembne. Druga posebnost tega koledarčka so pa neke točke? Top točke v času. Ja, to pa pomeni najboljši datumi v letu 2022. In če gremo kar na prvi datum v letu, 1. januar bo že poseben, namreč vse od 1. do 3. januarja imamo top točko za manifestacijo in za odnose, kar pomeni, da so to krasni dnevi, da oddamo naše namere v vesolje, da si napišemo svoje želje takoj ob začetku leta in da se družimo sami sabo, s svojimi ljubljenimi in pogledamo, to so dobri dnevi za druženje. Če bomo pa šli na konec januarja, bom povedala par točk, ki pa niso dobre za to, da se družimo, je pa od 29. do 30. januarja. Hiberniramo doma? Takrat si pa sam sabo in se umakneš od vseh, takrat je pa točka za čiščenje. To je pa takrat, ko v bistvu vsa energija teče stran od nas, ker nam staro odnaša, zato da se odpremo za novo in takrat smo ponovadi bolj tečni, bolj vznemirjeni, taki čustveni. In se veš, včasih pride tak dan, da se ne počutiš za nikamor in si misliš, kaj pa je danes takega. In takrat pogledaš, a je mogoče slučajno tisti dan točka v času za čiščenje. No, ko govorijo ravno o teh točkah, samo za gledalce v bistvu. Zdaj, Tjaša, ti vem, da poznaš že tole na pamet, pa ti vse jasen, jaz se pa še malo lovim, Torej, ko govorijo o točkah, gledamo v bistvu tele znake. Torej, imamo zvezdico, srček, začiščenje kaplica, evri, predvidevane do obilje, Torej, točke imava obilje, odnose imava, potem sva rekla manifestacija, čiščenje in pa jasnost. Ja, se pravi, točka za odnose je označena s srčkom. To pomeni, to so dobri dnevi za druženje, če se moraš recimo kdaj s kakšnim malo pomenta, če sta se sprla, izbereš tak dan, kjer je dober za odnose, ker si energijsko bolj podprt. A veš, Neža, ni vsak dan za vse, kakšen dan je res dober za odnose, kakšen pa ni, in je bolj, da takrat se malo bolj zase držimo. Potem imamo za obilje, to so dnevi, ko če gremo takrat v trgovine, bomo zagotovo dobili kakšen popust. Kaj pa šefu reči, da malo več? Za povišico
košarico, Ja, isto, na dan ja. za obilje. Okej, ne. super. Recimo en tak v januarju bo 5. januar, 8. januar, to si lahko gledalci kar napišejo, 9. januar in 22. januar. Ne. To so vse dobri datumi za obilje. Takrat v bistvu lahko rečemo za povišico, takrat je dobro, da kreiramo svoje projekte, recimo, da damo v vidno polje, ne, v javnost povemo, s čim se ukvarjamo, zato ker bomo veliko bolj uspešni na te dneve. Ne. Potem imamo točke za jasnost. To pomeni, takrat so pa v bistvu naše povezave z višjimi dimenzijami bolj odprte. Čas sam sabo, takrat se moramo malo povezovati. Za meditacijo, ne, za tišino, za sprehod v gozdu. Recimo tak datum, tukaj sem si zapisala, da Kakšni intuitivni uvidi mogoče, tako, 15. januar bo recimo, 19. januar bo tak močen. Pište si. Ja, kar beležko v roke. Pa. Oziroma, koledarček, ne, bo lažje, ja, verjeten. Ker zdaj verjamem, da sploh ne In sledijo. v bistvu veliko krat se ljudje, ki so nasplošno bolj intuitivni, pretočni, zbudijo in imajo glavobol, ne, in jim piska v ušesih, joj. In verjetno je takrat tak dan, ne, ki spodbuja še dodatno te povezave z višjimi dimenzijami. Ne. In zaradi tega je fino, da imaš koledarček, da točno vidiš, kater dan je, pa ne samo to, na začetku koledarčka, ne, te čakajo tudi rituali. Ok, kaj pa ne jaz zdaj na tak dan naredim? A ne, in potem prelistaš do točke za jasnost, je en tak angelček narisan, ne, in pogledaš, aha, danes je pa zelo dober, da v bistvu grem v naravo, ne, da sem sam sabo, da meditiram. In v bistvu tako izkoriščamo dobre datume v letu, ki je pred nami. Wow, všeč mi je to. V bistvu že zjutraj dobimo nek tak podporo, kaj v bistvu je tisti dan pametno početi, čemu se izogniti. Tako, in predvsem, kje boš dobil podporo, da v bistvu lahko ta dan tvoj najboljši. Ker ni vsak dan enak drugemu. A ne? Vsak dan nosi v bistvu specifično energijo in v bistvu ta koledarček te podpre z mislijo, s točko v času, ne? Da točno vidiš, aha, danes je dober dan za to. Ne? Potem imamo pa v celem letu 2022 12 najboljših datumov. To so pa tisti dnevi, ko pa res ne smeš, ne, kot kura brez glave letati okrog, ampak moraš biti res pozoren. Recimo prvi tak bo že 1. januarja, kar pomeni, da takoj, ko se bo leto začelo, ne, imamo zelo dobro točko za manifestacijo. Kaj se to pomeni manifestacija? Dajva to malo razložiti. Manifestacija v bistvu pomeni, da si ti zavestno kreiraš v življenju to, kar si ti zase želiš. Lahko so to odnosi, lahko so to, bom rekla, ne vem, delo, zdravje, karkoli. Ne? Lahko so konkretne stvari. Aha, želim si zmanifestirati novo stanovanje, recimo karkoli. In konkretno 1. januarja bo ena taka močna točka. In kadar so te top datumi, to so res najbolj energijsko potentni dnevi, jih v koledarčku čaka poseben ritual. Pa lahko recimo tega kar poveva, glede na to, da bo prvi v vrsti. Ne? V bistvu za 1.1., dragi gledalci, evo si lahko kar zdaj zapišete, kaj početi. Ja, kaj početi. To je najmočnejša točka v času v mesecu januarju za manifestacijo. In a si zada preberava, kaj je pomembno narediti ta dan. Danes, se pravi, to je 1.1.2022, je najmočnejša točka v času za manifestacijo, ki te vabi, da prepoznaš blagoslove v svojem življenju. S čim je poln tvoj svet? Kaj ti je dano? Zakaj si hvaležen? Kaj so tvoji blagoslovi? Ko vstopaš v svoje novo leto, se zavej svoje poti, ki te je pripeljala do sem. Kdo si in s kakšno energijo vstopaš v novo obdobje svojega življenja. Izkoristi to točko v času, da začneš svoje leto v visoki vibraciji hvaležnosti za vse to, kar že imaš. S tem boš odprl prostor za še več čudovitih manifestacij, ki jih ima to leto pripravljeno zate. Naštej čim več svojih blagoslovov in v svoj dnevnik hvaležnosti jih napiši, da povečaš svoje zavedanje, da je to, kar si želiš na nek način, že del tvojega sveta. Ko boš naštel vse blagoslove, boš čutil, da je tvoja vibracija visoka in takrat se bo začel bolje počutiti. In v bistvu te potem vabi, ne, cel ta dan, da se zavedaš, čim je že polno tvoje življenje in potem se vprašaš, s čim pa še želim, ne, da je polno moje življenje in si v bistvu vse te namere prav tako napišeš. Ne. In kadarkoli v bistvu v letu se ne boš počutil dobro ali pa ne boš zaupal, a veš, da se tvoje želje uresničijo, ker včasih smo trmasti, pa si nepotrpežljiv, joj, kdaj bo, ne,
se je dobro spomniti potem, kaj si napisal ob začetku leta, da vidiš, da je tvoje življenje vedno z nečim polno. Ne? Včasih gledamo, Torej, česa ni. začenjamo si ga na nek način, ne? Okay. Včasih gledamo samo to, česa ni in v bistvu prvi dan v letu vabi vse nas, da pogledamo v svoje življenje, kaj pa je in v bistvu to zapišemo, prav tako svoje namere. Ne? In to nas bo v bistvu podprlo, da si v letu, ki je pred nami, to kreiramo. Okay. Petek, 15. april, ne? Ja. Nima nobenega znakca. Ja. Takrat ne obstajamo, kaj se takrat dogaja? Ja, takrat pa ni v bistvu nobena taka zelo intenzivna energija prisotna. Se pravi, ni dan za obilje, ni dan za manifestacijo. To je umirjen casual day, Točno lahkoten. to. To ne pomeni, da je karkoli narobe s tem dnevom, ne, ker včasih porečemo, ojoj, to bo slab dan, nikakor ne. No, vodilo pa imamo, si ga zapisala. Tako da za ta dan vodilo imamo, ne? Točno tako. Ni pa torej dan, ki je bil posebej podprt, da se lahko Ja. kakšnega novega projekta lotimo Ja, in vemo, da tako bomo je. 100% uspešni. Ne? Ja. V bistvu gledamo, a ne, kadar želimo, ne vem, začeti nekaj novega, vedno gledamo, da so točke za obilje ali pa za manifestacijo ali pa recimo odnose, če želiš nek nov odnos začeti, ne, ali pa ga zaključiti. Ne. Gledaš, kdaj je točka za odnose, ker takrat bo druga oseba veliko bolj sprejela to, da zaključiš Eno ali odnos, drugo, ne? ali pa Okej. začela odnos. Ne. Imamo te točke, ki sem jih prej omenila, so še posebne, recimo te za čiščenje. Ne. Nihče nima rad tečnega dneva. Ne. Si misliš, to pa ne, sam, če je dober dan, je ta prav dan. Ampak tudi dnevi, ko energija odteka, ko je v bistvu staro nas zapušča, so pomembni. Ker če imamo mi polne roke nekih škatelj, so včasih rečem, kako bo življenje dostavilo še eno darilo. Ne more, ker imaš polne roke vseh teh škatelj. In v Ampak ne smemo se jeziti, ne, ta dan, ampak v bistvu sam dati spustiti. priložnosti, da A ne, spustimo. in recimo, kot sem omenila prej, od 29. do 30. januarja bo ta energija spuščanja. In kaj predlagaš, da Takrat naredimo na ta hoditi dan? ob vodo, tuširati Voda. nad glavo, v bistvu ob vodi biti. Zato, ker voda je sama po sebi naravno pretočna in nam energije ves čas daje v tok. A ne? In nas spodbuja, da dejansko spustimo, kar nam ne služi več, lahko tudi na listek napišemo, ga zažgemo, ne? Damo od sebe in v bistvu bi povabila vse, ne samo gledati, kdaj je dobro manifestirati, pa kdaj je dobro za odnose. Glejmo tudi, kdaj so točke za čiščenje, da takrat zavestno od sebe spustimo. Ali pa pospraviš stanovanje, a veš, na tak dan, ne? Da res daš stran, kar ti ne služi več. Neko staro energijo v bistvu na nek Tako, način. točno ne? tako. Okay. Zdaj, telih, torej misli je 365 dni. Koliko časa si ti ta koledarček pripravila oziroma kanalizirala, ne? Torej, skozi kanalizirana sporočila jih pisala in a recimo bo to dan, ti se boš recimo zbudila 8. januarja, boš pač veš, kaj si takrat zapisala, torej je to res, mislim, preverjeno, ne more biti preverjeno, ampak to drži kot pribito, lahko rečemo, ja, se veš, pa se dnevi spreminjajo, kako je s tem? Evo. Poglej, jaz ta koledarček kanaliziram zdaj že 3 leta. In wow. čisto vsakič so druge misli. In čisto vsakič, v bistvu, ko jaz to skanaliziram, vse se zdaj, ko so pogledali tvoj rojstni dan, saj ne veš, ne, kakšna energija bo. Pogledaš, takrat se bo mogla Unikatno zavedati je, meni je svoje že to super, unikatnosti, ja. ne. Ampak ko pa ta dan pride, ne, zato jaz vedno spodbujam, preberi si na začetku dneva, pa pol zvečer, ko greš spat, še enkrat. Pa malo zanaliziraj, ne. In v bistvu šele, ko se dan zgodi, ugotoviš, kako zelo natančna je v bistvu bila ta misel angelov, ne? Kako v bistvu konkretno so te vodili. Recimo za vsak dan, ne, ko se dan zgodi, je fino imeti nek fokus, zato da ne gremo takoj na telefon, da ne gremo takoj novice brati, ampak da pogledaš nekaj, kar te navdihne, kar te inspirira in dvigne tvojo vibracijo. Lih to sem hotela reči, v bistvu ta koledarček ni samo kanaliziran koledarček, ampak je v bistvu res orang podpora samemu sebi, da se v bistvu začneš ukvarjati s sabo že prvo stvar zjutraj in jo tako tudi zaključaš. Tako. Ker pozabljamo na se, to je Točno dejstvo. to, Ne? ja. Tukaj pa v bistvu nekako imaš ti en tak biček, ne? Ja. Na nek način skozi koledarček, ki nas redno opominjaš, torej, da si treba posvetiti. Pa še predvsem lep je, samemu a ne, sebi. in ko ga Pa imaš čisto tam mi hud, ja. nastavljenega, a ne, si pogled avtomatsko ti tja nese, a ne. In v bistvu, kar je pomembno, a ne, v življenju je, da velikokrat mislimo, joj, moram narediti eno veliko spremembo. Ne, te dnevne mehne navade so tiste, ki nas peljajo naprej v smer življenja, ki si ga želimo živeti. Ne. In če želimo biti bolj hvaležni, pretočni, uspešni, ne, ljubeči, moramo vsak dan delati mini korake proti temu. In če vsak dan pogledaš misel in se držiš teh točk v času, se po letu počasi premikaš naprej v smer tega, kar si zase želiš. Ne. Okay. Povej mi še,
obstaja opcija, zdaj kako bi to rekla, da se narobe slišali. Tjaša Dorelaj torej dela koledarček letos. Drugo leto, a lahko pričakujemo od tega koledarčka še kaj več, še kaj bolj posebnega, ker ti se pravim, kot sem rekla, ti si človek, ki si skozi v pogonu. Zdaj delavnice imaš, ravno si prej rekla, da zdaj na polno spet, da ste začeli torej na Bledu, da se vam dogaja, da ste srečni, da ste skupaj. Ziher imaš še kaj? Mislim, pripravljam marsikaj, tudi nova knjiga prihaja v naslednjem mesecu. Se mi je zdelo, da to ni vse. Zelo čutim to, da je potrebno v svet, v Slovenijo dati jasnost. Da nismo toliko v bolečini in v strahovih in obremenjeni, ampak da se vsak dan fokusiramo na to, kar je pomembno. Ker če imaš svojo duhovno prakso, če skrbiš za svojo visoko vibracijo, se zavedaš, da si ti vodja svojega življenja in da ne glede na to, kaj se dogaja zunaj tebe, ti lahko uspešno pluješ svojo ladjo po morju, tudi če je razburkano. In v bistvu recimo koledarček in v bistvu tudi meditacije, ki jih najdejo na moji spletni strani, so vse taka čudovita duhovna praksa, ki tebe spodbuja, da se vračaš vase, da postaješ vodja svojega življenja, ne žrtev zunanjih okoliščin. No pa poudariti verjetno morava, glede na to, da se jaz recimo nisem zelo poglobljen duhovni človek še, da mi je v bistvu ta stvar zelo blizu. Torej gre tudi za tiste, ki nismo tako vešči, s temi stvarmi, je pa v bistvu to se pravi, ena taka fajn spodbuda, da se začnemo. Pa čudovito darilo za nekoga, če ti si globoko v duhovni praksi in imaš rad take stvari, tvoj partner pa ne, ali pa tvoja prijateljica pa ne, velikrat potem podarijo koledarček, ker je tak simpatičen, sploh ne opaziš, da delaš svojo duhovno prakso, s tem, ko se v bistvu vsak dan pogledaš na misel dneva in ji slediš. Tako da dejansko je to nek tak najbolj simpatičen način, da v svoje življenje vpelješ zavesten način doživljanja življenja, da postaješ zavestnejši kreator svoje realnosti. In kako lahko v bistvu mi skreiramo, da bo tale koledarček čim prej pri nas doma? Ja, ta je lahko že tvoj. Čakaj, jaz ga nadam. Evo, si skreirala na točko za manifestacijo. Ja, na moji spletni strani najdeš. Torej, spletna stran Tjaša Dorelaj bo torej pravi naslov. Tjaša, povej mi še prosim, zdaj, če se mečkano osredotočiva torej še na te tvoje vikende. Veš, kaj me zanima? Ne vem, če sem te to že kdaj vprašala. A se ti v bistvu nenehno sprejemaš nove ljudi, ali se ti vračajo stari? Kako je s tem v bistvu? Na mojih delavnicah. Ja, zdaj, če bi mečkan primerjavo naredila, ne? Ja, veliko. A enkrat, ko nekdo pride, ima potem dovolj, si mu dala vso to znanje, ki ga potrebuje zase, ga rabi še izpopolnjevati, ali je to v bistvu dovolj in v bistvu širiš svoje obzorja na čim več ljudi? Moja posebnost je ta, da v bistvu jaz nikoli ne ponavljam istih delavnic. Jaz v bistvu ves čas nove stvari kreiram, novo jasnost kanaliziram in v bistvu ljudje, ki vstopijo v mojo skupnost, so potem nekako z mano potujejo naprej, ker vsakič nekaj novega izvejo zase. In je v bistvu to, da hodijo na moje delavnice oziroma da obiskujejo moje spletne programe in v moji spletni šoli recimo sodelujejo, in to postane del življenja. In marsikdo reče, joj, svoje življenje delim na to, predno sem te spoznal, Tjaša, ne pa potem, zaradi tega, ker v bistvu, ko enkrat padeš v ta stik s sabo in začneš slediti tem stvarem, te postane v bistvu toliko prijetno, toliko se imaš fino, da ne želiš, da se konča. In isto, tako kot so lani koledarček obračali, ga bodo letos spet, zaradi tega, ker so nove misli, nova sporočila in nove točke v času. In v bistvu te nekako življenje samo vabi, da greš v smer tega, kar te izpopolnjuje, kar te podpira, da si ti dobro. Tako da imamo moji veliki skupnosti, sem res blagoslovljena, da lahko toliko ljudem v bistvu z jasnostjo jih podprem, da so zavestni vodje svojega življenja. Ful lepo. Zdaj, datume, torej sva rekli, 1. januar bo čudovit plus dan, bomo rekli temu, torej sami pluski. Konec januarja malo pazimo, torej se malo zapremo, malo smo sami sabo. Kateri je še v bistvu tisti datum, ki bi ti rekel, joj, klepa paste, da je res tak dan, da si začutila, da še rekel, joj, tale bo pa res malo krajši dan in kjer je tisti, ki je najbolj, ker so sami srčki in si rečeš, to bo pa najlepši dan v letu 2022. Bom enega omenila kar že za letošnje leto, za 2021, decembra, tam od 15. do 18. decembra, bodi sam s sabo, to je spet dan za čiščenje, takrat še ni za zabave in za druženje, potem naprej tam od 18. do 21. so pa sami super dnevi, takrat pa se veliko družiti, biti povezan z ljudmi, ki jih imaš rad in recimo najmočnejši datum v decembru letošnjega leta 2021 je 21. december. Takrat je dobro, da v bistvu, bom povedala še en ritual, da prižgeš svečko in pod svečko napišeš v bistvu vse to, za kar prosiš, kar želiš povabiti v svoje življenje in potem 21 dni
to svečko prižigaš in to v bistvu še pelje potem v leto 2022, ta ritual, da v bistvu prineseš svetlobo v ta področja življenja, ki jih želiš, da bi, bom rekla, še bolj cvetela v letu 2022. Pa še en datum, ki ga obvezno moramo omeniti, to je pa leto 2022, 22. februar. To bo pa najmočnejši datum v letu 2022. Takrat je pa obvezno, da meditiramo oziroma si damo neko globoko duhovno prakso. Vidim, kaj si zapisala, Klele. 22. praviš. Je, takrat pa ne samo, da je dober za odnose, pa za manifestacijo, pa za obilje, vse. To je najboljši datum. Svetlobne kode se sidrajo vate, wow. Takrat se bo v bistvu odprla zelo močna zavest, da se bo velike energije kot portal, se bo velike energije zasidrali na planet Zemlja, svetlobne kode nas bodo napolnile. Tako da ta dan obvezno moramo imeti neko meditativno prakso, duhovno prakso, zato da nas podpre ta energija. Tjaša, najlepša hvala. Ne vem, kako je gledalci z vami, ampak jaz sem tako srečna, ko slišim za te dobre dneve, da ko mi čaka, da se nas zgodijo in seveda, da jih lahko s pomočjo koledačka tako lepo podpremo te dneve, da bodo res naši najlepši. Več informacij torej najdete na spletni strani www.tjasadorelaj.com, kjer lahko torej tudi pridete do čisto svojega koledačka.